V Zalargeseku na Madžarskem je potekala tretja dvojezična delavnica, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027. Po besedah direktorice Razvojnega zavoda občine Puconci je take vrste delavnica vedno priložnost za seznanitev prijaviteljev s potekom razpisne dokumentacije. Občina Puconci bo skupaj z madžarskimi partnerji namreč na tretjem roku prijavljala skupen projekt, ki temelji na naši kulturni dediščini in sicer na dediščini porabskega in prekmurskega jezika. Skupaj namreč odkrivamo pisce, ki so pisali v prekmurščini in porabščini in seveda s tem tudi prekmurski jezik, stari prekmurski jezik naredili za knjižni jezik. V okviru tretje delavnice Flegar pričakuje predvsem V današnji delavnici seveda pričakujem nekaj usmeritev in pa seveda tudi konkretnih rešitev v okviru dilem, ki se nam seveda v pripravi dokumentacije tudi porajajo. O pomenu Interreg programa Slovenija-Madžarska za razvoj podeželja in občino Puconci Flegar pove: Ja, seveda so zelo dobrodošli. Se je tudi že iz preteklosti videti, da se je na ta način organiziralo oziroma razvilo zelo dosti dobrih projektov, ki so seveda nekako tudi ukrepili te naše vezi med državami in se mi zdi, da so kar velik prispevek k temu našemu ruralnemu, lokalnemu okolju, da seveda skupaj osmišljamo projekte in jih seveda skupaj tudi uspešno realiziramo. Več o namenu bilateralne delavnice nam je povedala vodja Interreg programa Slovenija-Madžarska. Danes imamo delavnico za potencialne upravitelje projektov na naš tretji razpis na prioritetni osi 1 in 2. Na tretji prioritetni osi, ki je trenutno zaprta, žal ni razpoložljivih sredstev več. Tako da imamo, naši kolegi jim bodo predstavili javni razpis, potem naš informacijski sistem GEMS, upravičene izdatke. Med sabo smo pa tudi povabili danes zaradi tega, ker smo imeli zelo malo projektov na drugi prioriteti turizem in kultura iz obeh nacionalnih ministrstev, tako da nam bodo tudi predstavili gospod Mikloš iz Ministrstva za kulturo in inovacije na madžarski strani, težnje madžarske države, in na naši strani gospa Irena Marš, ki nam bo predstavila naše gledanje, kaj naj bi naši potencialni upravičenci prijavljali. O preostanku razpoložljivih sredstev po prioritetah je Kuzma povedala: Trenutno okrog 5.700.000 skupaj na prvi in drugi prioriteti, kar pomeni malo več kot polovica, se pravi SRR sredstev. Na prvi prioriteti je na razpolago okrog 1.500.000 sredstev, na drugi prioriteti pa je na razpolago 4.200.000 sredstev. Tako da pričakujemo, da se bodo naši potencialni upravičenci bolj prijavljali na projekte za sonaravni turizem in kulturo. Rok za oddajo projektnih prijav se bo zaključil 22. januarja ob 12. uri. Upajmo, da bomo imeli kar fajno število prispelih vlog in da bojo lepi projekti, da se bojo v tej naši regiji dali videti oziroma da jih bomo radi obiskovali. Koliko je to število, pa ne vem, okrog 20, 35, 30, med 20 in 30 projektnih prispelih vlog pričakujemo, oziroma lahko tudi več. Na programu so po besedah vodje skupnega sekretariata razdelili že 50% finančnih sredstev. So pa projekti v bistvu že kar uspešno začeli črpati ta sredstva, predvsem projekti manjšega obsega, čeprav imamo danes delavnico za standardne projekte, ki so tudi v bistvu začeli že izvajanjem in s črpanjem sredstev. Danes pa upamo, da se bodo na naslednji rok januarja prijavili tudi toliko dobrih idej, toliko dobrih projektov, da bomo razdelili vsaj še velik del preostanka programskih sredstev. Želja na programu Interreg Slovenija-Madžarska po besedah Litrop je, da bi k sodelovanju privabili večje in nove institucije, kar jim je na projektih manjšega obsega tudi uspelo.
V teh projektih, za standardnih projektih pa opažamo, da smo še vedno pri enakih inštitucijah, ki se pojavljajo že vsa pretekla programska obdobja in se opaža mogoče upad zanimanja za večjih inštitucij za ta program, čeprav je pa z druge strani veliko malih inštitucij, ki pa iščejo denar na našem programu in njihova želja bi mogoče bila, da bi lahko več denarja namenili tudi večjim infrastrukturnim projektom, ker je še vedno, ne glede na sam razvoj tega programskega območja, ki mislimo, da se razvija, da se je nadgradil v teh preteklih programskih perspektivah, ampak še vedno primanjkuje teh nekih osnovnih infrastrukturnih projektov, na katerih potem mi nadgrajujemo z manjšimi vsebinami, se pravi z mehkimi, mi pravimo mehke vsebine. Kot je povedal predstavnik gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Koštric, so se dvojezične delavnice udeležili zaradi tega, da se seznanijo z možnostmi, ki jih ponuja program Interreg Slovenija-Madžarska. Se pravi, naša gimnazija poleg tistega rednega programa z dijaki, ki ga upravljamo, izvajamo, še imamo tudi potem izobraževanje odraslih in se še tudi zelo radi vključujemo v kakšne čeznacionalne ali pa tudi nacionalne projekte. In zaradi tega se nam je zdela ta delavnica zelo dobra priložnost, da spoznamo nove partnere, da širimo mrežo sodelovanja in pa seveda, da zvemo, katere so tiste prioritete, na katere bi se dalo ali pa bilo važno, da bi se prijavili. Na madžarski strani so po besedah referenta za kulturni razvoj zelo pomembni kulturni in gospodarski ter družbeni vidiki, ki so vključeni v tovrstne programe in projektne razpise. Nekaj projektov smo že videli v prejšnjih razpisnih krogih in čeprav smo prijeli zelo dobre projektne tematike, se je večkrat zgodilo, da v posameznih projektnih razpisih ni bilo skupnih točk. Torej, videli smo, da je bila na slovenski strani zelo dobra projektna tematika, prav tako na madžarski strani zelo dobra projektna tematika, vendar ni bilo skupnega elementa. Skupno, te besede sem se naučil od kolegov, ki so tudi sami poudarjali pomen skupnih elementov. Prav tako je v mnogih primerih manjkal kulturni pristop. Seveda je to le eno področje ali vidik, vendar je za nas pomembno, da so v posameznih projektih prisotne kulturne korenine, saj te vedno služijo določenemu namenu. Na primer, vključevanje socialno ogroženih oseb, prispevki k gospodarskemu razvoju, navezovanje na družbeni razvoj. To so vidiki, ki so vključeni v same programe in projektne razpise. Valamilyen társadalmi fejlesztési vonatkozásba. Ezek egyébként magukban a programokban és a pályázati felhívásokban is szerepelnek.